Spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Dobrodošli na sotočju Save in Sore, na stičišču bogate preteklosti in srčne prihodnosti. Na presečišču življenjskih poti naših rodov, znancev in zanamcev. Na križišču bistrih odločitev in neskončnih možnosti. Danes na predvečer rojstnega dne zavetnika občine Medvode in zavetnika vseh Slovencev Jakoba Aljaža se bomo skupaj podali na pot ohranjanja in pisanja spominov skupnosti med vodami in ob odkrivanju zakladov preteklosti ter ob počastitvi novih prejemnikov občinskih priznanj na zemljevid stičišč vrisali nove točke ponosa, časti in ljubezni. Po poti soustvarjanja novih trenutkov in spominov nas bo popeljal župan občine Medvode, Nejc Smole. Spoštovani gostje, dragi prijatelji. Častna občana občine Medvode, gospod Metod Ferber in Janez Šušteršič. Spoštovani kolegi, podžupan mestne občine Ljubljana, Dejan Crnek, župan občine Naklo, Ivan Meglič, župan občine Šenčur, Ciril Kozjek, župan Vodic, Aco Franc Šuštar, spoštovani podžupan, gospod Ivo Rep, člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, dosedanji in letošnji prejemniki priznanj, odborniki komisij in odborov občinskega sveta, dragi in spoštovani kolegi sodelavci iz občinske uprave, direktorji in sodelavci iz javnih zavodov in podjetij, predsedniki in člani svetov krajevnih ter vaških skupnosti, cenjeni gospodarstveniki, predstavniki društev in organizacij, dragi sorodniki Jakoba Aljaža, dragi občani. Prav lepo pozdravljeni na današnji slavnostni seji občinskega sveta občine Medvode o praznovanju občinskega praznika. Letošnjo praznovanje je v glasbenem smislu posvečeno 60-letnici slovenske popevke. Legendarnih pesmi, ki so nas vse, vsaj na nek način gotovo zaznamovale na naši poti skozi življenje. Spominjamo se tudi Vinka Haksa, večini nepoznanega Medvoščana, s katerega osvetlitvijo se želimo na simbolen način pokloniti vsem tistim, ki predano in z vso življenjsko energijo sledijo svojemu poslanstvu, pa zato nikoli niso posebej izpostavljeni. Dragi prijatelji, kako hitro teče čas, se skoraj gotovo najbolj zavedamo tisti, ki nam 4 leta zaupanega mandata minejo kot bi trenil. Tudi zadnja 4 leta niso prav nobena izjema. So pa gotovo bila ta leta izjemna. Nihče, prav nihče si ni mogel leta 2018, kako blizu in hkrati kako daleč je ta čas, ko si ga želimo priklicati v spomin, prav nihče si ni mogel predstavljati, kako drugačen bo naš svet v tako kratkem času. V današnjem nagovoru bi se tako želel nekoliko odmakniti od tegob, ki so nas pestile v teh letih. Rajši od tega se ozrimo naprej. V kakšno skupnost verjamem? Kakšna skupnost bo edinale mogla povezano preživeti izzive prihodnosti? Kakšne kvalitete naj oblikujejo v njej posamezniki, da jih bo prosevala tudi skupnost? Iskren odgovor je, da ne vem. Nimam takšnega daru umnosti, da bi znal pravi odgovor stresti z rokava. Vem pa, da odgovor najprej leži v vsakem izmed nas. Pesem slovenske popevke pravi nekako takole. Rodijo se na travnikih sveta, vseh ras in vseh polti ljudje, ki čakajo na čudežno pomlad, ko našli bodo se nekje in preživljali dni, kot da iste so krvi. Druga modrost pravi, da dokler resnično ne razumemo, sprejmemo, smo obsojeni na ponavljanje enih in istih napak. In teh je ljubo človeštvo v zgodovini naredilo resnično veliko. Nekatere izmed njih trdovratno ponavlja in ponavlja tudi v teh dneh. In kako naj znotraj teh velikih premikov, ko se zdi, da se svet spreminja pred našimi očmi, kako naj živi posameznik brez vpliva na globalne tokove in dogodke?
Ni vseeno, kaj dela eden sam, kako razmišlja in ravna. Svet se gotovo ne bo upogibal po njegovem razumevanju. Kakšna napaka, dragi zbrani. Edini možni izhod iz te situacije je v tem, da vsakdo začne spreminjati samega sebe. Svoje razumevanje najprej sebe, nato svojih bližnjih in skupnosti. Trdno verjamem, da nam bo uspelo le, če bomo spremenili naš pogled predvsem na skupnost. Vprašajmo se, kako smo dopustili, da se je le v nekaj desetletjih tako hudičevo razbohotil egoizem vseh vrst. Kdaj, spoštovani zbrani, smo dopustili, da šole prenehajo z vzgojo in le še administrativno podajajo znanje? Kdaj je prostovoljno udejstvovanje v društvih in organizacijah postalo nekaj preživetega? Kdaj je res publikus, ukvarjanje z javnimi zadevami, politika postala tako nezaželeno psovano poslanstvo, če vse našteto pravzaprav konstituira naše skupno bivanje v tem času, na tem planetu, v tej skupnosti. Ne iščimo odgovorov drugje, v drugih. Vsakdo naj se ozre vase. Cankar v Skodelici kave, meni eno najlepših proznih del, tako globoko in tako čudovito govori o grehih opustitve. Kadar govorimo o napakah, o slabem, o zlu, večinoma to razumemo v smislu aktivnih dejanj. Pa ni tako, vsaj sam menim, da ni. Glavni delež odgovornosti leži na vsakem izmed nas. Tako je zapisal Cankar v Skodelici kave. Srce ni kazenski zakonik, ki bi razločevalo med pregreškom in hudodelstvom, med ubojem in umorom. Srce ve, da zavratnež ubija s pogledom, z mečem junak in rajši bi dalo odvezo mečo, nego pogledu. Tudi ni srce katekizem, da bi razločevalo med malimi in naglavnimi grehi, da bi razločevalo med njimi po besedi in zunanjih znamenjih. Srce je pravičen in nezmotljiv sodnik. Sodi in obsodi grešnika po skriti, komaj zavedni kretni, po hipnem pogledu, ki ga ni nihče opazil, po neizgovorjeni, komaj na čelu zarisani misli, celo po koraku, po trkanju na duri, po srebanju čaja. Ne, kradel nisem, ne ubijal, ne prešuštvoval, čista je moja duša. Lažnivec, ali nisi lupil jabolka, ko si šel mimo lačnega in si ga pogledal brez sramu? Hujše je bilo, nego da si kradel, ubijal in prešuštvoval. Pravični sodnik, srce, bo rajši odpustilo ubijalcu, ki je, gredoč pod vislice, pobožal jokajočega otroka, nego tebi čistemu. Zakaj srce ne pozna malenkosti in tudi ne paragrafov? Odgovor na izzive časa je torej v vsakem izmed nas. Vsak pri sebi naj se trudi in čisti domač avgijev hlev in kot skupnost bomo ponovno povezani. Kadar pa smo iskreno povezani, ni izziva, ki bi bil prezahteven. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, pravi tisočletja stara modrost. Iskrena hvala vam, dragi nagrajenci. Svojim delom v skupnosti nam kažete prav to pot. Vaše veselo delo priča in kaže luč tudi drugim. Z vašo držo in nasmehom pa pokažete tudi mladim generacijam, da to ni pot, ki greni, pač pa daje edini pravi smisel potovanja. Dragi zbrani, povezana skupnost je predpogoj, če želimo odgovoriti na izzive prihodnjih dni. To je prvi del naše domače naloge, ki nam je bila dana z dnem, ko smo se rodili tu. Meseci pred nami bodo prinesli prve preizkušnje. Trdno verjamem, da bomo morali, če želimo našim otrokom, da živijo lepo in kvalitetno življenje, spremeniti tudi naša dejanja. Če je torej ponovna preobrazba v skupnost naša prva naloga, je jasna tudi druga. Kot skupnost med vodami bomo naredili pogumne in jasne korake v smeri, da se prilagodimo izzivom sprememb okolja, ki jih če kdaj prav v teh časih še kako občutimo. Energetska samooskrba javnih zavodov, šol, vrtcev, zdravstvenega doma, uvedba finančnih spodbud za vse občane, da koristno uporabimo padavine, kadar so, in hkrati varčujemo s pitno vodo. Izjemno bomo morali povečati vlaganje v kakovostno vodooskrbo, ki bo zagotavljala neoporečno vodo tudi v časih izjemnih suš, ki smo jim priča.
spoštovanje domače zemlje in čim večja samooskrba ter lokalno pridelana hrana, ki naj se vse bolj obrača proti trajnostno naravnani proizvodnji. Vse to, dragi izbrani, niso iluzije nekega sanjača, pač pa naša jasna naloga za prihodnost. Prej, ko se je lotimo in bolj složni, kot bomo, večji in hitrejši bo naš uspeh. Spoštovani, pot uspeha ni nikoli lahka, je pa veliko lažja, če hodimo skupaj. Iz srca hvala vsem, ki se trudite za našo skupnost, vsakomur, od tistega, ki pridaja majhne kamenčke, do tistih, ki valite skale. Skupaj gradimo, skupaj se veselimo in hvaležen sem za to. V izjemno čast mi je, da sem lahko na tej poti skupaj z vami. In če se boste odločili v pozni jeseni, jo bom z velikim veseljem nadaljeval z vami vsemi tudi v prihodnje. Začel sem slovensko popevko, pa naj še zaključim z verzi skupnosti, ki si je želim. Pesem o pomladi in prijateljstvu, vrata, ki pred soncem se odpirajo, roke, ki v objem kar same se razprostirajo pred domovi dobrih ljudi. Roke, ki v objem kar same se razpirajo pred domovi dobrih ljudi, ki se zavedajo, da več kot daš, bolj bogat postajaš in ki vedo, da kot je rekel že naš zavetnik Jakob Aljaž, v resnici saj ne gre zame, za vse nas, Slovence gre. Hvala. Rodijo se na travnikih sveta, vseh ras in vseh poti ljudje, ki čakajo na čudežno pomlad, ko našli bodo se nekje in preživljali dni, ko da so iste krvi. Pesem o pomladi in prijateljstvu, vrata, ki pred soncem se odpirajo, roke, ki v objem kar same se razpirajo pred domovi dobrih ljudi. Pesem o pomladi in prijateljstvu, ko pomlad prinese ti prijatelja, srečno pojdita povsod pomlad razglašajta in tako se svet spremeni. Odraščajo po mestih in vaseh, na istem travniku ljudje, zavračajo, kar daje jim pomlad in drug od drugega beže, a vendar kdaj pa kdaj pomlad jih združi nazaj. Pesem o pomladi in prijateljstvu, vrata, ki pred soncem se odpirajo, roke, ki v objem kar same se razpirajo pred domovi dobrih ljudi. Pesem o pomladi in prijateljstvu, ko pomlad prinese ti prijatelja, srečna pojdita povsod pomlad razglašajta in tako se svet spremeni. Pesem o pomladi in prijateljstvu nam je zapela čudovita Darja Švajger ob spremljavi pianista Jake Puciharja in nas popeljala daleč nazaj, ko so se besedila popevk še pisala na roko in stare pisalne stroje. Danes si nihče od nas ne more več predstavljati,
Kolikokrat je bilo treba uporabiti korektor ali ediks, ki je bil nemalokrat rešilna bilka v tekmi s časom, ko je bilo treba pravočasno oddati zahtevano besedilo, seminarsko nalogo, članek ali pa besedilo za prvo slovensko popevko, ki letos praznuje okroglih 60 let. Ne dvomim, da se spomnim na te dni še vedno kdaj in kdaj prikrade tudi v glave nekaterih naših prejemnikov priznanj. Iz radijskih sprejemnikov je odmeval zvok slovenskih popevk. Iz kuhinj in dnevnih sob pa glasno ropotanje pisalnih strojev, ki so jih uporabljali tisti, ki so več pisali in je na roko šlo prepočasi. In med te bi zagotovo lahko umestili tudi marsikaterega slovenskega skladatelja, pisatelja ali pesnika. Mogoče celo koga izmed naših današnjih prejemnikov priznanj. No, tistega davnega leta 1962 je ta svet zapustil v Medvodah rojen mnogim neznan Hinko Saks, tiskar, knjigarnar in urednik, ki je pomembno prispeval k promociji in reprodukciji pisane besede. Hinko Saks se je rodil pred okroglimi 150 leti v Medvodah, le 6 let po izumu prvega pisalnega stroja. Osnovno šolo je obiskoval v Preski, zatem pa ga je pot vodila v Ljubljano, kasneje tudi v tujino in nazadnje nazaj v Slovenijo. Že zelo zgodaj je ugotovil, da je tiskarstvo njegova strast in se izučil za stavca in tiskarskega strojnika. Po nekajletnem delovanju v tujini ter v Celju pa je leta 1900 Antonu Slatnarju pomagal ustanoviti tiskarno v Kamniku. Po desetletju sodelovanja z njim se je odločil za samostojno pot in ustanovil lastno tiskarno v Idriji ter ji priključil še knjigarno. Potem pa ga je zaradi italijanske okupacije pot vodila v Maribor, daleč od domačih krajev. Hinko Saks res ni bil aktiven v naših krajih, je pa bilo njegovo delovanje zelo opaženo drugje, kjer se ob navedbi njegovih zaslug navaja tudi ime njegovega rojstnega kraja Medvode. Sodeloval je tudi pri tiskanju raznih pomembnih knjig, zlasti naše moderne, pa tudi Cankarja, Murna, Keteja, Župančiča in Bevka. In tako se je njegova pot prepletla z vrsto drugih poti znanih in manj znanih Slovencev. Z njim je na primer sodeloval pisatelj Vinko Bitenc, ki se je večkrat s kolesom podal v kraje naše občine in napisal nekaj humoresk o naših krajih. Povsem mogoče pa se je njegova pot nekoč nekje križala tudi s potjo Jakoba Aljaža. Danes za to slavnostno sejo občinskega sveta Medvode posvečamo tistim imenom Sotočja, ki so v preteklosti prehodili marsikatera križišča in trnove poti, a niso nikoli bili zares počaščeni v naši družbi. In tistim obrazom Sotočja, ki našo skupnost bogatijo sedaj. Na oder vabim predsednika komisije, gospoda Romana Verasa, ki nam bo povedal nekaj več o izboru letošnjih prejemnikov priznanj in priznanjih Mladi up Medvod, medalja občine Medvode, plaketa Jakoba Aljaža, velika plaketa Jakoba Aljaža in naziv častni občan občine Medvode. Letos bomo prvič po prejetju novega odloka podelili prav vse. Gospod Veras, prosim. Spoštovane in spoštovani, dober večer vsem v imenu Komisije za priznanja občine Medvode. Novi odlok o priznanjih, ki je v veljavi že drugo leto, in poslovnik sta nam članom Komisije za občinska priznanja omogočila, da smo se lažje in brez velikih ali manjših razhajanj sorazmerno hitro in odgovorno odločili, komu od predlaganih kandidatov občinske nagrade in tudi kakšne podeliti. Veseli smo, da bodo nagrajenci prejeli priznanja od Mladi up Medvod pa vse do naziva častnega občana. Prepričan sem, da smo se v želji, da bi člani komisije delovali čim bolj transparentno in odgovorno, pravilno odločili za vse predlagane kandidate. Naj vam zaupam, da jih je skupaj 11.
Njihovo delovanje pa je dokaj pestro, kar velja tako za društva kot za posameznike. Tako so nekateri kljub odgovornemu poklicnemu delu našli še dovolj časa za dolgoletno uspešno delovanje na področju družbenih in drugih dejavnosti v naši občini. Spet so drugi vse svoje moči namenili pomoči za najranljivejše člane naše skupnosti, pa tudi za begunce. Vemo, da brez njih, ki bedijo nad našo varnostjo in so aktivni na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, pa tudi vključevanja mladih v te humane aktivnosti, nikakor ne bi šlo. Nekateri so skrb in svoje srce namenili predvsem pomoči za zapuščene živali, drugi za izboljšanje življenja na področju družbenih in komunalnih dejavnosti, turizma in pospeševanja prostovoljstva. Nekateri se zavedajo, da morajo biti delovne, moralne in kolektivne pripadnosti vodilo vsakega učitelja. Če pa se ob tem svojim zgledom in ljubeznijo do številnih izvenšolskih dejavnostih nudijo mladim in širši okolici vso podporo, pa so lahko močan navdih tudi sedanjim generacijam strokovnih delavcev. Nekateri so našli veselje in željo, da podarijo občanom radost in umetniška doživetja s pesmijo, predvsem zborovsko, pa tudi preko likovnih dosežkov ali pa za zavzetim sodelovanjem pri različnih lokalnih prireditvah. Lahko se veselimo tudi aktivnosti mladih, ki nas razveseljujejo s svojimi dosežki, svojim optimizmom, pozitivno energijo, ki z veseljem do ustvarjanja spodbujajo sovrstnike k včlanitvi v naša društva. Spoštovani, veselimo se kar 2 nazivov častnega občana. Seveda pa ravno tako tudi vseh ostalih priznanj, ki bodo danes podeljene našim aktivnim občanom. Prav na osnovi njihove aktivnosti se je komisija odločila, da podeli 2 naziva častnega občana, 2 veliki plaketi Jakoba Aljaža, 4 plakete Jakoba Aljaža, 1 medaljo občine Medvodo in 2 priznani mladi up Medvod. Kdo vse jih bo prejel in kakšne vrste so, bomo slišali v nadaljevanju, meni pa le še dovolite, da se najprej zahvalim članom komisije za korektno opravljeno delo in vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitam že sedaj. Hvala lepa. Hvala gospodu Verasu. Prosim, če lahko ostanete z menoj na odru, gospod Veras. Na oder v najino družbo pa vabim še župana občine Medvode, Nejca Smoleta, da skupaj s predsednikom komisije prejemnikom podelita priznanja. In sicer 2 priznanji mladi up Medvod, ki se podeljuje mladim občankam oziroma občanom, ki izstopajo s svojimi uspehi ali dosežki oziroma so med vrstniki prepoznani kot zgled, s čimer prispevajo k razvoju in napredku lokalne skupnosti. In medaljo občine Medvode, ki se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za enkratna posamezno družbeno koristna dela in za delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenja in preprečevanju škode na premoženju. Gospoda, prosim, če se mi lahko pridružita, da stopita bliže k meni, da bomo lahko pod svoj žarometov zdajle povabili prve nagrajence oziroma prejemnike priznanj. Priznani mladi up Medvod prejmeta Kaja in Sara Bukovšak. Iskreno čestitamo in podaljšujemo aplavz, spoštovane in spoštovani. Mladi up Medvod, Kaja in Sara Bukovšak.
Sara in Kaja sta sestri. Starejša Sara se je letos zapisala v kroniko osnovne šole Medvode kot odličnjakinja vseh 9 let. Mlajša Kaja je tik za njo. Konec lanskega leta sta se predstavili v drobni knjižici z naslovom Naj bezeg cveti. Sara s svojimi fotografijami, Kaja pa z avtorskimi pesmimi. In smeh je njen odgovor na vprašanje, če zna kakšno svojo povedati na pamet. Jaz svoje pesmi nikoli ne bom znala na pamet. Mladi ustvarjalki Sara in Kaja Bukovšek skrbno negujeta pisano slovensko besedo in z njo spodbujata druge mlade ustvarjalce na področju literarnega ustvarjanja. Med drugim sta samostojno režirali predstavo z naslovom Impro Bezeg, kjer sta na humorni način prek improvizacije predstavili nastanek mlajše literarne sekcije Bezeg, Huda jaram, katerega članici sta. S svojimi raznovrstnimi projekti, sožitje recitalov, Kamiši baja in plesa, gostita tudi izven naše občine. Kot aktivni igralki v igralski skupini Vaško gledališče Prbezg obujata vaške navade in običaje. Čakajo še cela vrsta gostovanj po Sloveniji s hudomušno igro Večer na vasi. S svojim izjemno uspešnim prispevkom na področju lutkarstva animirata najmlajše k njihovem osebnem razvoju domišljije in jim odpirata nove pravljične svetove. Svojo pozitivno energijo in optimizmom in veseljem do ustvarjanja spodbujata mlade, da se včlanijo v kulturna društva. In kaj še počneta, poleg vsega naštetega? Sara trenira ples in njen gasilka, Kaja pa rada kuha, navdušujejo jo konji in poje v različnih pevskih zborih. Obe pa nasploh radi ustvarjata. Izjemni prejemnici priznanj Mladi up Medvod, Kaja in Sara Bukovšek. Hvala. Še enkrat iskrene čestitke prejemnicama priznanj. Podelili smo torej prvi 2 priznanji Mladi up Medvod, sledi še podelitev medalje in plaket. Medaljo občine Medvode prejme Občinska kulturna zveza Medvode. Iskrene čestitke, pa najprej poglejmo, kaj je zabeležilo oko kamere. Kdo ali kaj je kralj Ojdip? Gre za prvi in edini skupni projekt 5 gledališč iste lokalne skupnosti, ki so v preteklosti sodelovala le redko, največkrat le pri izmenjavi igralcev ali opreme ali pri sodelovanju na občinskih proslavah. Naslednji in morda temu enak presežek pa je volja posameznikov, ki so medsosedske tektonske premike začrtali v isto smer, upajoč združiti se v skupno celino ljubiteljske kulture in medsosedskega druženja v en sam cilj, v eno predstavo, v Kralja Ojdipa. Združeno Medvoško gledališče nas je s predstavo na prostem na prireditvenem prostoru sredi mesta poleti leta 2021 popeljalo daleč nazaj v zgodovino, v čas pred našim štetjem, ko je Atene dosegla velika kuga in čas, ko je Sofoklej napisal tragedijo Kralj Ojdip in jo sredi epidemije celo uprizoril. Največji pobudnik projekta je bilo kulturno-umetniško društvo Fafite s predsednikom Žigom Okornom in Janezom Vencem, ki je zbral zgodbo in vodil režijo. S peklom Ojdipove usode pa nas je, poleg številne usklajene igralske zasedbe, v glavni vlogi prepričljivo soočil Matej Učar. Odziv občinstva je bil odličen, tudi zato so morali predstavo ponoviti večkrat, kot je bilo sprva načrtovano. Ustvarjalci projekta Združeno Medvoško gledališče so bili kot glavni organizator Občinska kulturna zveza Medvode, kot pobudnik projekta in sodelujoči v predstavi Kulturno-umetniško društvo Fafite in ostali sodelujoči Kulturno-umetniško društvo Smlednik, Kulturno-umetniško društvo Pirniče, Kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Cora in Kulturno-umetniško društvo Fran Seleški Finžgar Senica, o podpori javnega zavoda Sotočje Medvode in številnih ostalih prostovoljcev, med drugim tudi članov vseh društev upokojencev.
V času epidemije, ko so bile zaprte šole in prepovedane prireditve in je bilo razmišljanje o tem, da se bodo gledališča odprla skoraj utopično, so nekateri razmišljali, da morajo biti takrat, ko se bo družba spet začela odpirati, že pripravljeni. Rodila se je ideja, ki je dobila krila zaradi uresničljive vizije in predvsem vztrajnosti. In zdaj je čas za čestitke in podelitev medalje občine Medvode. Iskreno čestitamo Občinski kulturni zvezi Medvode za prejeto medaljo občine Medvode. Čestitke torej prejemnici priznanja in še naprej vam želimo veliko uspehov ter srčnosti pri snovanju novih povezovalnih projektov. V prvem sklopu podelitve priznanj bomo podelili tudi 4 plakete Jakoba Aljaža. Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje za dosežke in dolgoletno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete življenja na območju občine Medvode in ob njihovih visokih jubilejih. Podeli se lahko občankam in občanom občine Medvode, drugim državljanom Republike Slovenije in tudi tujim državljanom ter skupinam državljanom, pravnih oseb in drugim organizacijam. Danes jo podeljujemo kar 3 zaslužnim občankam in enemu občanu, ki na zemljevidu naše skupnosti rišejo nove poti in smeri razvoja. Razkrili nam jo bodo naslednji 4 videoportreti, ki jih je pripravila televizija Medvode. Plaketo Jakoba Aljaža prejme Karmen Rebolj. To je običajna podoba Karmen Rebolj, s kitaro v roki in kopico otrok okrog sebe, ki z veseljem prepeva. Le da je bila tokratna priložnost drugačna, kot smo jih bili vajeni sicer. To so namreč posnetki z odprtja razstave moževih slik, ko so se na odru zvrstili tudi njeni ostali najbližji. Je pedagoginja in psihologinja, ki je ob delu dokončala še študij za učiteljico razrednega pouka. Že kot mlada učiteljica je svoja nova spoznanja na področju poučevanja z velikim veseljem prenašala v prakso, med otroke, na nevsiljiv in navdihujoč način. V šoli na Vincu je bila od 1. septembra leta 1981 do 31. avgusta leta 2021. Ne da bi se tega sploh zavedala, je oblikovala odprto učečo se skupnost, kjer so se znanje, izkušnje in dobre prakse spontano prenašale, tako kot timsko delo in kritično prijateljevanje. Starši številnih generacij otrok so jih hvaležni. Karmen Rebolj je bila gonilna sila pri številnih izvirnih in uspešnih projektih, ki so odmevali tudi izven lokalnega okolja. Tudi po njeni zaslugi so pred leti pesmi 3 dežel odmevale ne le v Sloveniji, ampak tudi v Italiji in Avstriji. In da so izdali skupno zgoščenko pod okriljem projekta Ujemi pesem. V sklopu dnevov dejavnosti je učence peljala tudi na bližnje kmetije, kjer so ob delu s pesmijo in vaškimi čenčami obujali stare ljudske šege. Skupaj z učenci je predvsem s pesmijo polepšala marsikatero prireditev, tako v šoli kot v domači krajevni skupnosti. Ljudskega izročila jo je spodbujala, da je vsako leto znova vodila otroke po poteh kulturne dediščine Pirnič in okolice in jih vedno popestrila z lepo slovensko pesmijo. Njeno zgledno delo na področju vzgoje in izobraževanja je cenjeno tudi širše v strokovnih krogih in ostaja zgled za vse nas.
Karmen Rebolj je prejemnica plakete Jakoba Aljaža. Iskrene čestitke. Iskrene čestitke prejemnici prve plakete Jakoba Aljaža. Plaketo Jakoba Aljaža prejme tudi Mojca Furlan. Mojca Furlan kot najstnica bi bila danes tipičen primer mladega upa Medvod. Že v osnovni šoli Preska je ustanovila dramsko in prvo plesno skupino. Vsak dan treningi v ljubljanski Kazini, popoldne v medvoškem Partizanu, razen nedelje. Leta 1984 sta bila soplesalcem, prav tako Medvoščanom, jugoslovanska državna podprvaka v akrobatskem rock'n'rollu. Sredi 80-ih je ustanovila in nekaj let plesala v legendarni plesni zasedbi Make-up. In Mojca Furlan danes je mama odraslemu sinu, učiteljica, mentorica mladim raziskovalcem, svetovalka za zdrave in eko šole, organizatorica seminarjev, delavnic in brezplačnih taborov za otroke, je prostovoljka in aktivistka. Vsem nam pa drži ogledalo. Prav letos mineva 30 let, odkar je izdala prvi učbenik v Sloveniji o trajnostnih vsebinah. Prvi koraki v ekologijo. Torej, okoljska vzgoja za trajnostni razvoj je zdaj, bom rekla, sicer iz strani učnih načrtov dobro zastopana, ampak če seveda posamezni učitelj prepozna. Medvoščani jo poznamo predvsem kot soustanoviteljico in predsednico Društva za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Rex in Mila in kot idejno vodjo akcije sofinansiranje sterilizacije in kastracije mačk in psov, ki se v naši občini izvaja že 7. leto. Naredimo našo občino prijazno živalim in seveda tudi naravi. Nikogaršnjih živali je preprosto preveč. Njihovih bolečin sama enostavno ne more zanikati. S prostovoljci v društvu organizira izobraževalne stojnice, delovne akcije in dobrodelne dražbe, zbranimi sredstvi pa financira stroške veterinarske oskrbe živali. In žal tudi hrano za več kot 100 prosto živečih mačk v občini, ki jih vsak dan nahranijo in oskrbijo. Ljudje se obračajo na nas z različnimi izzivi, seveda mi pa ne znamo reči ne. Mojca Furlan se je odpovedala potrošniškemu načinu življenja in žal tudi prostočasnim dejavnostim. Čas in glas je namenila tistim, ki ne zmorejo glasu zase, živalim in naravi. To je moj način življenja. Zadnjih 6 let svoja prepričanja izraža skozi kolumne v lokalnem glasilu Sotočje, vsebine iz naravoslovja in varovanja živali pa v revijah za otroke in njihove starše, Moj planet, Ciciban in Pogled. Z učenci pripravlja tudi zloženko o mačkah, psih in ježkih. Pomaga dvoživkam pri spomladanski selitvi in se bori za ohranitev slovenske zveri. Njena dejavnost ni ostala prezrta. Za prostovoljsko mentorsko delo jo je leta 2013 nagradila Mestna občina Ljubljana. Leta 2018 pa je prejela tudi zahvalno listino Ministrstva za delo, socialne zadeve in enake možnosti in revije Naša žena v akciji Ljudje odprtih rok. Čeprav slutimo, da bi vsako priznanje zamenjala za kakšen kilogram, raje tono zdrave mačje hrane. Rada citira Gandija, da skozi odnos do živali lahko prepoznamo veličino naroda in moralno noto ljudi. Iskrene čestitke Mojci Furlan, prejemnici plakete Jakoba Aljaža. Gospa Furlan, še prijazen nasmešek našemu fotografu, mi pa seveda ploskamo, spoštovane in spoštovani. Hvala lepa in vse dobro. Plaketo Jakoba Aljaža prejme Vida Bališ. To je Vida, ko se je še pisala žagar in je opijala govorico svojega rojstnega kraja Vaše. To pa potem, ko je šolski upravitelj v Preski ocenil,
da je srednje nadarjena, vendar pa marljiva in vztrajna. To pa je že Vida Bališ, žena in mama 2 hčera na začetku današnjega polstoletnega prostovoljstva. Čeprav se je sama za prostovoljko začela šteti šele, ko je postala tajnica Turistične zveze Medvode. O prostovoljstvu se včasih pač ni govorilo, ko je bilo treba, si šel na delovno akcijo. Ko je sredi 70-ih primanjkovalo telefonskih priključkov, je šla na akcijo urejanja finančnih in tehničnih zadev, zbiranje soglasij lastnikov zemljišč in evidentiranje naročnikov. In ko je dobila potrditev, da se da, se je pridružila še vizionarjem pri izgradnji kabelske televizije in oblikovanju lokalne televizije Medvode. To smo potem se vse naučili oziroma imeli navodila strani pošte, strani televizije. Še danes je članica njenega sveta. 2 zaporedna mandata je bila članica občinskega sveta občine Medvode, ko je ta preživljala porodne krče. V drugo je bila izvoljena s preferenčnimi glasovi. Dokaz, da so ji sokrajani še kako zaupali. Ni bilo težko oditi na ogled dobrih praks, potrkati na vrata kakšnega javnega podjetja, voditi dialog z ostalimi svetniki, odborniki in strokovno javnostjo, bodisi v odboru za komunalno dejavnost ali pa v odboru za turizem in gostinstvo. Izgradnja javne kanalizacije v Sori in pravično plačilo komunalnega prispevka, izgradnja doma za starejše Medvode in podhoda pod krožiščem na Klancu. To je le nekaj primerov, ko je rekla: fantje, zdaj pa takole. Potem pa damo mir, aj prav? Zaslužna je, da je bil sprejet zakon o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje in da so naša vlaganja v njegovo izgradnjo bila delno povrnjena. In tudi, da je prostovoljsko delo danes družbeno priznano in ustrezno ovrednoteno. V imenu Medvoške in kasneje Slovenske turistične zveze je namreč sodelovala v slovenski filantropiji pri oblikovanju zakona o prostovoljstvu. Prostovoljske ure so tudi po njeni zaslugi ne le zabeležene, ampak tudi upoštevane kot lastna udeležba pri pridobivanju sredstev za projekte. Teh pa je imela Vida Bališ še kar nekaj na zalogi, tudi kot članica sveta krajevne skupnosti Vaše Goričane. Tako eno leto nazaj, če bi ta projekt imeli, je denar bil na razpolago in to je na nekem norveškem skladu. Vedno je zraven, če projekt oceni kot blaginjo širše skupnosti in verjame v njegovo izvedbo. In če sta ta 2 pogoja izpolnjena, potem tisti, ki je rekel, da se gore ne da premikati, po njeno nima prav. To je gospa Vida Bališ, prejemnica plakete Jakoba Aljaža. Še šopek. Srečno, gospa Bališ, in iskrene čestitke iz srca. Še eno plaketo bomo podelili. Plaketo Jakoba Aljaža prejme Marko Sušnik. Marko Sušnik iz Goričan, upokojeni diplomirani ekonomist, zase pravi, da je predvsem zborovski pevec, muzikant in zabavljač. Tudi zato, ker je napisal več kot 2000 nekrologov, slovo jemlje kot slovesnost. Ljubezen do petja in glasbe, ki jo je podedoval od staršev, je tudi sam položil v zibelko 4 otrok, 2 hčera in 2 sinov. Kot zborovski pevec je začel v Sori, nato v akademskem pevskem zboru Toneta Tomšiča, potem pa ga je zaneslo v zabavne vode. Kadar smo na tej strani obrnjeni, igramo narodno zabavno, kadar na tej strani pa zabavno glasbo. Se pravi. Na obeh so pa gumbi, na obeh so pa gumbi. Kitaro je igral in pel v narodno-zabavnem ansamblu Katarina, nekaj časa pa tudi v ansamblu Bitenc, kjer je ustvaril besedilo kasnejše uspešnice Naj breze govorijo. Pred leti je na televiziji Medvode vodil tudi zabavno-glasbene oddaje.
dolga leta pa ostaja član lovskega pevskega zbora Medvode. 2 mandata je bil tudi njegov predsednik. Ponosno nosi bronasto, srebrno in zlato galusovo priznanje. Tudi slikanje in igranje v ljubiteljskih gledališčih mu nista tuja. Za svoj igralski vrh pa si šteje vlogo žgajnarja Urha v igri Razvalina življenja. Od vseh vlog pa mu je najljubša vloga Miklavža. Igrajo več kot 50 let. To bi jaz zase rekel, da je kar življenjska vloga. Prav na njegovo pobudo so v Turističnem društvu Goričane Vaše izdali knjigo Zlata tradicija miklavževanja v Goričana. 12 let je bil tudi ključar v cerkvi na Tehovcu. Od leta 1994 se udeležuje veteranskih tekem, sprva kot smučar, sedaj kot voditelj. Napisal je tudi besedilo veteranske himne. Od ustanovitve dalje je član kolesarskega kluba Medvode in aktiven član Turističnega društva Goričane Vaše. Sodeloval je tudi pri pripravi prireditve, ko vaško jedro oživi. Opravil je tečaj za turističnega vodnika in vodil izlete po Medvodah in okolici. Med drugim je bil član komisije za ocenjevanje v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna. Član odbora za gostinstvo in turizem, član sveta javnega zavoda Knjižnica Medvode in tudi podpredsednik krajevne skupnosti Vaše Goričane. Leta 2017 sta ženo Jelko in člani delegacije občine Medvode predstavljala občino na kulturnem festivalu v Nemčiji ob praznovanju 1200-letnice mesta Nida. Aplavz, ki je namenjen Marku Sušniku, prejemniku plakete Jakoba Aljaža. Iskrene čestitke, še poklon fotografskim objektivom. Iskreno čestitamo gospodu Sušniku in drugim prejemnikom plakete Jakoba Aljaža, medalje občine Medvode in priznan mladi up Medvod. In hvala seveda tudi podeljevalcema priznanj, ki sta, če se strinjate, spoštovani, odlično opravila svojo nalogo na odru in jo lahko zdaj nagradimo z enim aplavzom. Sedaj pa je čas za kratek glasbeni predah v duhu obletnice slovenske popevke. Prepustimo se čudovitemu glasu Darje Švajger in harmonični spremljavi pianista Jake Puciharja ter čutnemu besedilu skladb Lastovka in Poletna noč. Izvolita. Lutnja je ubita, ugasnil je čas. Ogenj je izgubil svoj jarki obraz. Strmo uporno gre trpki mir, v srce se useda, neba ni nikjer. Takrat zaihtiš za tisoče ljudi, takrat zaihtiš in to še nisi ti. Vate pride drobna ptica in ona bridko žalost zvabi ti na lica. Kaj jo je prignala, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Kaj jo je prignala, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Spominjanje je trudno, današnji dan boleč. Mislit, kaj še pride, je več kot odveč. Tesnova je povsod, kjerkoli vase vdreš,
zvest, zvabiti na lica. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla? Čisto noter vate, jokat lastovka. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla? Čisto noter vate, jokat lastovka. Morda zato izbrala ravno je srce, ker tam je toplo, toplo, zato ker smo ljudje. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla? Čisto noter vate, jokat lastovka. Jaka Pucihar. Hvala lepa. Poletna noč, bila je ena in dom, vse stene iz dreves, za strop nebo, preproga travnih bilk, zvest nebroj za luč, brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev šepet, si čustav žar strasti, vse mine, vse ostane bez spoznan in prgišče sam. Spominov sto za stare dni. Pridi kdaj pome z ognjem v očeh, bova ljubila se vso noč. Pridi kdaj po nasmeh in poljub, vsak zase zdaj. Živiva, srečna sva, samo na videz kdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Vse dam za eno noč. Pridi kdaj pome z ognjem v očeh, bova ljubila se vso noč. Pridi kdaj po nasmeh in poljub, vsak zase zdaj. Živiva, srečna sva, samo na videz kdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Vse dam za eno noč, za eno noč, poletno noč. Hvala Darji Švajgar in Jaku Puciharju, ki ju poleg imen prejemnikov priznanj danes večkrat omenjamo. 7 imen nagrajencev smo že zapisali. Pred nami so še 4, ki bodo danes dobila prav posebno mesto na zemljevidu med vodami. Podelili bomo še 2 veliki plaketi Jakoba Aljaža in kar 2 naziva častni občan občine Medvode.
Na oder zato še enkrat vabim župana občine Medvode Nejca Smoleta in predsednika komisije za priznanje Romana Verasa. Velika plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje podjetjem, organizacijam in skupnostim, ki so z izjemnim dolgoletnim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti. Veliko plaketo Jakoba Aljaža prejme Prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode. Zgodba Preškega gasilskega društva sega v daljno leto 1912, ko so ga ustanovili na pobudo takratnega preškega župnika Franceta Branceta. Pobudi pa se je pridružilo še okoli 50 domačinov iz Preske, Seničice, Vaš, Goričan in Medvod. Prvo gasilsko orodje je bila večja prevozna brizgalna in 2 manjši prenosni brizgalni. Preko zime leta 1913 pa so stekla pripravljalna dela za gradnjo gasilskega doma v Preski. Zemljišče je daroval Franc Kršiner, Habjan iz Preske, vsa dela pa so krajani opravili brezplačno, tako da je bil dom končan še istega leta. Jeseni leta 1914 so gasili prvi večji požar in uspeli obvarovati stanovanjsko hišo, žal pa je pogorelo slamo krito gospodarsko poslopje. Prvo motorno brizgalno so kupili leta 1928 in je bila najboljša med društvi daleč naokoli. Prvi gasilski avtomobil znamke Opel so kupili ob 25. obletnici društva, žal jim ga je med vojno vzela jugoslovanska vojska. Do novega gasilnega avtomobila tam 2000 pa jim je po večletnem trudu uspelo priti leta 1963. Med pomembnejše obletnice se šteje tudi leto 1970, ko so namenu predali nov gasilni dom. Ob zadnji prenovi so ga polepšali tudi s kipom svetega Florjana. Dom v Preski danes postaja mnogo premajhen za vso opremo, ki jo gasilci potrebujejo pri svojem delu. Zato se veselijo napovedane širitve prostorov v bližnji prihodnosti. Če bi omenili vse pomembne posameznike, ki so s svojim vodenjem in aktivnim članstvom sodelovali v tem najstarejšem gasilskem društvu na območju občine Medvode, bi zmanjkalo časa, a ne gre izpustiti Franca Jarca starejšega, ki je v funkciji najprej poveljnika, nato pa predsednika, društvo krmaril več kot 40 let. Za njim so se na mestu predsednika izmenjali še Vid Longar, Boštjan Gortnar in Tomaž Plešec, ki društvo vodi tudi ob letošnji 110. obletnici. Imamo izredno dobro preteklost, predvsem pa lepo prihodnost. Ob jubilejnem letu društvo šteje 141 članov, od tega kar 27 v mladinskih vrstah, 57 pa je tistih, ki sodijo med operativne člane. Svoje znanje nadgrajujejo številnimi vajami in preventivnimi aktivnostmi. Jaz kot preventivc bi začel prvo, dajmo preprečiti, da do tega požara ne bi prišlo. Kot osrednje gasilsko društvo v občini Medvode v svojem požarnem okolišu pokrivajo skoraj polovico prebivalcev občine, delujejo pa na območju celotne občine, pa tudi izven. Prisotni so na skoraj 80% vseh intervencij v Gasilski zvezi Medvode, kar pomeni v povprečju med 35 in 40 intervencij letno. Po sklepu župana je društvo določeno tudi za prevoze pitne vode. Največ je, da smo usposobljeni, to je prva prioriteta. Društvo je v tem času nabavilo in zamenjalo kar nekaj novih vozil, tako kot je narekoval razvoj in potrebe kraja, za varstvo pred požari in drugimi nesrečami. Zadnje najmodernejše vozilo je bilo predano v uporabo pred 2 letoma, z njim pa tudi veliko najsodobnejše opreme za vsako vrstno posredovanje na intervencijah. Vsaka intervencija pusti sled v življenju gasilca, a po drugi strani je v največje zadoščenje dober občutek, ko vedo, da so na drugi strani ljudje, ki jih pričakujejo in jim zaupajo.
To so prejemniki velike plakete Jakoba Aljaža, člani prostovoljnega gasilskega društva Preska Medvode. Iskrene čestitke. Še eno veliko plaketo bomo podelili, spoštovane in spoštovani. Veliko plaketo Jakoba Aljaža prejme prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče, Vikrče za vrh. Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče, Vikrče za vrh je bilo ustanovljeno v letu 1922, ko se je skupina vaščanov iz Spodnjih Pirnič, Vikrč in Zavrha, do takrat aktivnih članov gasilskega društva Pirniče odločila, da ustanovi svoje gasilsko društvo, zato da bi lažje, hitreje in učinkoviteje priskočili na pomoč sokrajanom. Svoj prvi gasilski dom so zgradili že prvo leto po ustanovitvi, drugega obstoječega tik ob glavni prometnici pa so slovesno odprli leta 1982. 10 let nazaj, ko so razvili tudi nov društveni prapor, pa se jim je ponudila lepa priložnost, da pridobijo v Vikrčah zemljišče za svoj vadbeni poligon in ostale dejavnosti. 3 leta kasneje so na njej postavili kozolec Toplar, ki je v osnovi namenjen hrambi opreme za gasilske vaje in druženje, podobno kot je bilo tokratno ob praznovanju 100-letnice društva. Ko so Toplar tudi blagoslovili in se posebej zahvalili Stanku Kopaču, ki je na objektu opravil kar 1500 prostovoljnih ur. Tak velik objekt po moje ne bi stal, če ne bi bil žled. Tako da v vsaki nesreči tu nekaj sreče. V 50 letih, kar je gasilec, je opravljal različne funkcije. O praznovanju 80-letnice je bil predsednik, ob 90-letnici pa je poskrbel za temeljito obnovo gasilskega voza z motorno brizgalno na konjsko oprego iz leta 1932. Leta 1991 je brizgalna delala 12 ur in reševala imetje enega izmed krajanov ob velikih poplavah. In brez težav dela še dan danes. V jubilejnem letu ima društvo v voznem parku 3 vozila. Najmlajše vozilo je staro 20 let, najstarejše pa 25 let. Z občino Medvode pa je že podpisana pogodba za nakup manjšega vozila z vodo GVV-1, z opremo za gašenje in reševanje, ki bo nadomestilo dotrajano vozilo GV-1. In apel predsednika društva Janka Kopača. Upamo, da ga bomo čim prej dobili in uporabljali predvsem za vaje. V jubilejnem letu, ko društvo šteje preko 330 članov, od tega je 42 operativnih gasilcev, je najvišje priznanje, odlikovanje za posebne zasluge prejel Franci Jeraj. Ja, veliko mi pomeni, to pomeni, da se je moje delo opazilo. Društvo je v 100 letih izkazalo veliko mero vztrajnosti in predvsem v zadnjih desetletjih veliko mero iznajdljivosti in podjetnosti svojega članstva, saj se je razvilo v pomembno društvo v svojem okolju in tudi širši skupnosti. Da se strokovno usposobljeni in opremljeni lahko vedno odzovejo klicu na pomoč. Za poveljnika društva Jerneja Božiča je biti gasilec družinska tradicija. Mislim, da je moj praded je ustanovni član tega društva, tako da pri 10 letih je bilo jasno, da bom vstopil v društvo. Krajani 3 vasi so se pred 100 leti odzvali na potrebe kraja in ustanovili gasilsko društvo in ga v vseh teh letih krepili, negovali in gradili. In tako bo tudi v prihodnje, saj ostaja motor razvoja in povezovanja na podeželju. Iskrene čestitke Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh, kjer domuje prostovoljno gasilsko društvo, prejemnik velike plakete Jakoba Aljaža. Iskrene čestitke. Poti prejemnikov pravkar podeljenih 2 velikih plaket so se zagotovo velikokrat srečale. Povezuje jih požrtvovalno in srčno razdajanje prostega časa,
ko nas s svojim delovanjem že dolga leta učijo sobivanja, součinkovanja in sožitja. In tega nas učita tudi naslednja dva prejemnika, ki sta zagotovo postala nepogrešljivi smerokaz povezane skupnosti v krajih ob Savi in Sori. Naziv častni občan občine Medvode se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti. Spoštovane in spoštovani, naziv častna občanka občine Medvode prejme Ivana Šušteršič. Ivanka Šušteršič je leta 2019 iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejela najvišje državno priznanje za življenjsko delo na področju prostovoljstva. V obrazložitvi je bilo med drugim zapisano, da je pionirka na področju pravnega svetovanja ljudem v stiski. Njeni vrlini pa, da sta osebni stik in poslušanje. Ivanka zna do človeka pristopiti. In tudi mu naliti čistega vina. To vsi ne znamo. Je direktna, pa vendar dobronamerna. To je danes učna ura za vse prostovoljstvo in za vse druge službe, ne? Da ko dajemo, tudi meje postavimo, ker sicer človeka ne naučimo hoditi. Priznanje je bila vesela, v svojem slogu pa se je vendarle vprašala, ali je res potrebno nagrajevati delo, ki bi ga morala opraviti država. Že leta 2007 je bila nominirana tudi za dobrotnico leta. Kljub vsemu pa je še vedno najljubše priznanje, ki ga je prejela za dolgoletno delo v Karitas, ko je na tradicionalnem koncertu Klic dobrote v dvorani Golovec zaploskala polna dvorana pravih prostovoljcev. Pravi prostovoljec je zanjo namreč tisti, ki spusti vse iz rok in gre na pomoč človeku v stiski, kadarkoli, kamorkoli. Ivanka Šušteršič je pot v prostovoljstvo dejansko začela pred več kot 3 desetletji, ko je kot mati 4 otrok, sicer pravnica po poklicu, izpolnila pogoje za upokojitev in iskala nove obveznosti. Menda jo je spreletelo, da do takrat še ni naredila nič posebno dobrega za sočloveka. Udeležila se je tečaja v Karitas in odpotovala na krajše izobraževanje v Francijo. Po vrnitvi pa se je vključila v slovensko Karitas. Najprej kot pravna pomoč pri vzpostavljanju delovanja Karitas, kasneje pri zagotavljanju komun za odvisnike in v pomoč najbolj ranljivim, žrtvam trgovine z ljudmi. Že leta 1991 je ustanovila župnijsko Karitas v Preski in bila pobudnica za ustanovitev izpostav Karitas v ostalih župnijah v občini. Bila je tudi ustanovna članica slovenskega UNICEF-a. Njena želja pomagati drugim se je v vseh teh letih realizirala na različne načine. Najprej kot pomoč beguncem z Hrvaške in Bosne, nato pa kot pomoč ljudem v stiski, socialno šibkim. Včasih so to bili predvsem mladi, danes ugotavlja, da so to predvsem starejši. Njim posveča še posebno pozornost. Pomoč družinam in posameznikom z neposredno materialno pomočjo, paketi hrane, higienski pripomočki, pomoč pri plačilu nujnih položnic, šolskih potrebščin, vedno pa šele po pogovoru. Prepričana je, če nekdo pride 2-krat k njej na pogovor, 3. pa ga ni več, to pomeni, da so njena navodila, kako si pomagati, res pomagala. Poleg izostrenega čuta za sočloveka v stiski so njene vrline še topel osebni stik, aktivno poslušanje in odprtost za sodelovanje in povezovanje različnih ustanov, tako na občinski kot državni ravni. Vse v prid reševanja problemov ljudi v stiski. Prav na njeno pobudo se tudi televizija Medvode vsako leto vključi v teden slovenske Karitas z oddajo Klic dobrote, v kateri zbira sredstva za ljudi v stiski. Razlog, da počasi prepusti vodenje župnijske Karitas Preska, je bila sprva skrb za moža Jožeta po kapi. Brez njega vsa ta leta prostovoljstva ne bi bila mogoča,
Je njen osebni voznik in osebni tajnik in poslušalec. Odločilna pa je vendarle bila njena bolezen, čeprav si menda po menjavi srčne zaklopke nov človek. In če je danes prišla na oder oblečena v narodno nošo, to pomeni, da je oblečena v svojo rojstnodnevno željo ob Abrahamu, da bi nekoč imela svojo narodno nošo. Rodila se je pred 2. svetovno vojno v Srbiji, v Nišu, staršema Slovencema. Že mama je menda delala čudeže. Tudi če je kdo v tistih hudih časih prišel ravno v času kosila, so jedli vsi in nihče ni bil lačen. Precej tega čuta za sočloveka je bilo položeno v zibelko in ga srčno neguje. Zaslužite si našega aplavza, spoštovana častna občanka občine Medvode, Ivana Šušteršič. Spoštovana častna občanka občine Medvode, vabljeni pred mikrofon, da nam namenite nekaj besed. In čestitamo. No, pa še ta luksus. Predvsem bi rada povedala, da sem počaščena, da sem lahko druga ženska častna občanka Medvod. To mi daje misliti, ali res v Medvodah nimamo žensk. Ker to meni ne gre, ne? Ampak v redu, to je moja kritika. Ali pa moje gledanje na ženske, ker mislim, da smo enakopravne, da delamo vse enako, samo prosim moške, da malo pogledajo, katera bi bila primerna za tako priznanje. Ali za kakšno drugo. Ob tej priliki pa sem dolžna vsem zahvala vsem tistim, ki so mi v vseh 30 letih pomagali, da sem lahko naredila to, kar sem naredila. To ste videli drugi. Predvsem bi se rada zahvalila vsem tistim ljudem, ki so prišli do mene in s kateri smo reševali probleme. Ker če teh ljudi ne bi bilo, mene danes ne bi bilo tukaj. Ljudem je bilo treba pomagati in vsem tem ljudem sem hvaležna. Hvaležna vsem sodelavcem, ko tudi sam ne moreš veliko narediti. Tako da je tudi ta skupina vseh sodelavcev, veliko jih je bilo v 30 letih, še več je bilo tistih, s katerimi smo reševali probleme in sem zato, zelo sem jim hvaležna. No. Ne morem pa pozabiti ali pa se ne zahvaliti tistemu, ki me je predlagal, to je župnik iz Piranč, ki je rekel: Ivanka, podločite se. Nadalje gre moja zahvala tudi komisiji, ki je pač ugotovila, da sem zrela za tako priznanje. Predvsem bi se rada zahvalila gospodu županu, ki ga poznam že toliko let, ampak danes je pa nekaj super. Zahvala gre predvsem tudi mojim domačim, ker če ne bi bilo Jožeta, mojega tajnika, mojega šoferja, mojega nosača, tistega, ki je prenašal vse gor in dol, en aplavz za njega.
Pa ne nazadnje, hvala Bogu, da mi je dal to možnost, da sem lahko danes tukaj. Pred nami pa je še ena podelitev. Naziv častni občan občine Medvode. Prejme ga Dušan Brekič. Dušan Brekič je leta 2021 prejel najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije za svoje dolgoletno prostovoljsko delo v planinstvu, predvsem za vodniško delo. Prostovoljci seveda za svoje delo nismo plačani, ampak po drugi strani pa si upam reči, da smo bogato nagrajeni, prvič z zadovoljstvom pri delu in drugič vsekakor tudi z vezmi, ki so se med nami spletle v tem času in na nek način so prešle v prijateljstvo. Dušan Brekič je doslej prejel številna priznanja. Družbeno odgovoren je namreč že od svojih najstniških let, saj se je udeležil kar 5 mladinskih delovnih brigad. Pa vendar se zdi, da mu je vedno najljubše tisto zadnje priznanje, še posebej, če ga prejme iz rok ljubiteljev planinstva. Preprosto rad je med ljudmi in dela za ljudi, tudi zato jih tako rad vodi po planinskih poteh. Dušan Brekič se je rodil leta 1939 v Dalmaciji, blizu Zadra. Po drugi svetovni vojni se je preselil v Ljubljano, od leta 1974 pa živi v Goričanah. Takoj se je vključil v življenje in delo lokalne skupnosti in bil med drugim tudi predsednik skupnosti krajevnih skupnosti Medvode. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist in večino svoje delovne dobe je delal na vodilnih in odgovornih položajih v gospodarstvu in politiki. V letih 1981-1985, ko je bil predsednik izvršnega sveta občine Ljubljana Šiška, so Medvode dobile novo šolo, nov vrtec, nov zdravstveni dom in še nekaj manjših objektov iz projekta Samoprispevek v Ljubljani. Po njegovi zaslugi je kmalu po odprtju Gorenjske avtoceste asfaltno prevleko dobila tudi cesta od Medvod do Stanežič, kar pa kmalu ni bilo dovolj. Za urejanje in izgradnjo lokalnih cest in drugih komunalnih naprav pa so v tem obdobju vpeljali sistem dinar na dinar. Pomagal je številnim medvoškim podjetnikom in kmeticam, bil član nadzornega sveta LPP-ja, en mandat pa tudi direktor tovarne celuloze in papirja Goričane. Po ustanovitvi občine Medvode je 2-krat sedel v občinski svet, v njegove odbore in komisije. Kot pravi, je vedno pripravljen poslušati druge, res pa težko odstopa od svojih stališč. Med drugim je postal tudi medvoški arbiter v komisiji za razdelitev premoženja bivših ljubljanskih občin. Sprejeti in uveljavljen je bil njegov predlog delitvene bilance, ki je bil za Medvode najbolj optimalen. Ob zaključku aktivnega dela je bil vodja oddelka za proračun in finance občine Medvode in zadolžen za razvoj drobnega gospodarstva, kmetijstva in turizma. Kljub odgovornemu poklicnemu delu pa je vedno našel čas tudi za široko družbeno aktivnost, tudi na področju družbenih dejavnosti. Med drugim je bil predsednik DPD Svoboda Medvode, sodeloval pri organizaciji glumaških večerov v dvorcu Goričane, zgodbo Medvode pa se je ob njeni 50-letnici povzpel na Triglav. Njegov moto je, da cilj ne dosežeš takrat, ko dosežeš vrh, ampak ko prideš zdrav in cel domov. Ponosen je, da je povsod, ker je bil na vodilnih položajih, za sabo pustil dobre rezultate. Kar 20 let je bil predsednik Planinskega društva Medvode, ki je v njegovem obdobju doživelo razcvet. Uspel je aktivirati vse dejavnosti, ki jih planinska društva sicer upravljajo. Več kot 20 let je planinski vodnik z licenco, letno organizira in vodi tudi do 20 izletov, ki se jih udeleži po 60 pohodnikov in tudi več. Že 13. leto vodi tudi planinsko sekcijo v društvu upokojencev Medvode. Za delo v društvu mu je Mestna zveza upokojencev Ljubljana podelila priznanje odličnosti. Dolga leta je bil član organizacijskega odbora priljubljenih veteranskih smučarskih tekem, ki so sprva potekala pod okriljem društva Partizan, sedaj pa pod okriljem Planinskega društva Medvode. Da je njegovo delo na področju planinstva zares uspešno, dokazuje plaketa občine Medvode, ki jo je Planinsko društvo Medvode prejelo predvsem za rezultate, ki jih je doseglo v času njegovega upravljanja funkcije.
Če lahko verjamemo v mit dobrih direktorjev in skrbnih politikov, ki so svoje položaje izrabili zgolj toliko, da so storili tudi nekaj dobrega za lokalno skupnost in prostovoljce, potem pri Dušanu Brekiću ta mit postane resnica. Evo, izvolite za nama. Danes ploskamo vam, spoštovanemu častnemu občanu občine Medvode, gospodu Dušanu Brekiću. Še prijazen poklon našim fotografom in v dvorani podaljšamo aplavz. Spoštovanega častnega občana občine Medvode, Dušana Brekića, vabimo pred mikrofon. Izvolite. Dragi prijatelji, planinski, neplaninski, skratka vsi, ki smo tule danes zbrani. V imenu prejemnikov priznanj občine Medvode za leto 2022 se zahvaljujem Komisiji za priznanja, ki po besedah župana gospoda Nejca Smoleta odloča strokovno in neodvisno od politike. Zaupanje v komisijo je veliko, zato so njene odločitve toliko zahtevnejše. Danes je bilo tu izrečenih toliko lepih besedi, da ne vem, če mi je sploh še kaj ostalo. Pa vendar, kaj je skupnega vsem nam, ki danes stojimo tu pred vami in ne samo nam, celi vrsti bolj ali manj znanih in neznanih posameznikov, brez katerih nas danes ne bi bilo tu. To je želja storiti nekaj dobrega, tudi koristnega, sosedu, znancu, prijatelju, vsem v ulici in v naselju. Danes zelo radi uporabljamo besedo prostovoljci, prostovoljstvo, pa pri tem nismo čisto odkriti. Res je, da ne iščemo materialnih koristi ali kaj podobnega. Iščemo pa predvsem zadovoljitev svoje osebne želje po druženju. In prav ta želja po druženju je tisto, kar nas osvobaja, nam daje moči za iskanje sebi enakih, za enakimi interesi in hotenji. Ko to željo zadovoljimo, smo naredili veliko koristnega vsem okoli nas. To pa je tisto, kar nas osrečuje. In ko že govorim o tem, ali smo srečni ali nesrečni, vam moram povedati nekaj, kar mi že dolgo leži na duši ali v srcu. Ko se sprehajam po bolj ali manj samotnih poteh v naših hribih ali pa morda tu nekje na vasi, srečujem ljudi z očmi oprtimi v tla. Ne pogledajo te, kaj šele, da bi odzdravili ali pozdravili. Takrat me preveva čuden občutek jeze in žalosti. Po drugi strani pa mi srce povsem drugače zapoje, ko me na poti na Senico pozdravi šolarček z glasnim dober dan. Kaj lepšega. Vsem vam želim, da bi bilo takih dober dan čim več. Srečno. In še enkrat iskrene čestitke vsem prejemnikom današnjih priznanj. Danes se poklanjamo vam, dragi nagrajenci. In vaša imena pišemo na zemljevid obrazov Sotočja med vodami. Danes se vam, dragi nagrajenci, in vsem vam, dragi prostovoljci in soustvarjalci skupnosti med vodami, iskreno zahvaljujemo za predanost in energijo,
ki nam riše smer razvoja skupnosti, ki zna in zmore živeti v sožitju. In kako bi bilo bolj primerno, kot da uradni del slovesnosti zaključimo s popevko Med iskrenimi ljudmi. Lahko noč vam voščim in naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Srečno. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, bodi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Hvala lepa.